Mi smo se jim pridružili v soboto na dan, ko goduje sveta Lucija. Povabili smo se torej na prijetne lucijine delavnice v domu krajanov Hraše. Lucija že v štartu prinaša luči in na sveto Lucijo se poseje božično žito, tudi mi ga bomo. In tako smo se lansko leto odločili, da bomo mi tudi v okviru društva to počeli. Združili smo z delavnicami za otroke in starejše, ustvarjamo novoletne okraske, naredili bomo lučke in pa nazadnje posejali žito. Prejšnji teden so organizirali tudi predavanje naravovarstvenice Maje Brozovič o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki so se v okolici Hraškega Bajerja že sicer močno razrasle. In je nam predstavila tujerodne invazivne rastline, katere so, na kaj moramo biti pozorni, kako preprečevati vnos v naravo in kaj storiti, ko se že preveč razširjajo. Ja, to, da se preveč razširjajo, je pri vas kar dejstvo. Kaj je edina možnost, da se rešimo od resnika? Edina možnost je ruvanje, odstranjevanje korenin in to seveda tudi potem odpeljati na primerno deponijo, da se res ne razmnožuje naprej. Potem ena možnost je tudi pokrivanje s črno folijo teh najbolj ogroženih površin. Zdaj, kaj se bo pa okrog našega Bajerja dalo narediti, bomo pa v naslednjem letu še skupaj z gospo Majo pa tudi z občinsko upravo iskali rešitve. Krajani so se zbrali že konec novembra na tradicionalni akciji Ker sem frajer, čistim Hraški Bajer, na akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin in v začetku decembra na delovni akciji odstranjevanja keramike v dotrajanih sanitarijah v domu krajanov. Zgradbi, ki je bila zgrajena pred dobrimi 45 leti. Vendar pa lastništvo žal ni bilo ustrezno urejeno, tako da jo je občina pred 2 letoma, mislim, da odkupila. Seveda na našo pobudo, naše turistično društvo že vsa leta od leta 1995 naprej skrbi za vzdrževanje stavbe, tista najbolj nujna popravila, obratovalne stroške plačujemo. Zdaj seveda stavba se stara in potrebna so bile obnove sanitarij. Mi smo sicer upali, da nam bo uspelo v okviru participativnega proračuna, pa žal ni bil izglasovan. Tako da smo se pa na pomoč obrnili na gospoda župana in so nam na občini prijazno priskočili na pomoč. So pa krajani Hraš prav prek participativnega proračuna že uspeli pridobiti sredstva za urejanje okolice doma krajanov in za že sicer bolj prijetno bivanje v kraju. Če pogledamo samo tole okolico, kaj vse je bilo narejeno z participativnim proračunom oziroma kaj še bo? Ja, s participativnim proračunom je bilo obnovljeno že stopnišče tamle pred domom, potem zgrajeno je bilo igrišče otroško tamle čez cesto, postavljen je bil defibrilator, to smo v prejšnjih, zdaj v okviru zadnjega participativnega proračuna je bil postavljen že prikazovalnik hitrosti. Čakajo pa nas še nadstreški nad avtobusnimi postajališči. Kako motivirate ljudi, da res uspete, glede na to, da je krajevna skupnost Smlednik več vasi, pa vam kar uspe? Ja, treba je pa kar oseben pristop, kar nagovarjati malo od hiše do hiše, pa vsakega posebej podsukati za rokav. Turistično društvo Hraše je bilo ustanovljeno leta 1989, predvsem željo, da poveže vaščane v prijetnem druženju in ohranjanju kulturne ter naravne dediščine. Dejavnosti so pestre, želimo si jih še več drugo leto, tako da bi dom res zaživel kot en center vasi, stičišče domačinov, priseljenih domačinov, tako da bi se vsi počutili v Hrašah dobrodošli. Družina Vidmar se je v Hraše preselila pred dobrim letom dni. Veliko se dogaja oziroma radi pridete zraven oziroma kako se počutite v Hrašah?
Ja, tole je res super, tudi vas ima precej otrok, tako da imata otroka družbo, pa tale dogajanje pa res še dobrodošla popestritev in tele čistilne akcije in tele delavnice. Otroka rada gresta, tako da jih z veseljem pripeljamo. In zraven tudi ustvarjate. Ja, to pa gre zraven, ja. Mislim, otroka rada ustvarjata, zato jih pač z veseljem pripeljamo. Kako bi opisali sicer Hraše oziroma zakaj ste se priselili sem? Prvič zato, ker nama lokacija ustreza obema, pač žena dela v Ljubljani, jaz delam na Gorenjskem in je nekje na sredini. Drugič zato, ker je res lepa okolica, pa malo tudi zaradi tega, ker so originalno oba Gorenjca in nama je ta okolje domač. Prav postavitev prikazovalnika Vi vozite na začetku naselja Hraše je eden od prvih realiziranih projektov od sicer skupaj 30 izglasovanih projektov tretjega cikla dvoletnega participativnega proračuna, katerega namen je torej umiritev hitrosti pred domom krajanov in pred prehodom za pešce. Ocenjena vrednost projekta je 4 tisoč evrov.